The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo nas nazaj, včeraj nora etapa, tako kot smo tako kot sem že govoril, je bilo, skratka v prejšnji epizodi, danes je po tej etapi, še enkrat sem pogledal dirko, oziroma etapo, kako je potekal, ker včeraj mislim, da je bilo kar par stvari, jaz sicer poslušam angleške komentatorje in tam se ni nič govoril, ker polk sem šel pa v Velota zraven vprašati malo, so pa baje, da kao Pogačarju, da je imel v isti prestavi, da ni nič pil, pa jedel na koncu in tako naprej, tako da sem šel še enkrat pogledati, kaj se je dogajalo. Kavica z ledom, dobra. Tako da nič, gremo kar začeti čez tole etapo malo secirati. Jaz sem poslušal zdaj še par podcastov, kva so kaj povedali, in meni osebno pač največ, ko bi rekel, najbolj bi zaupal Brunelu na Vidu podcastu oziroma JB Squared. On je bil zelo kritičen na taktiko UAE-ja, prav, da se preveč zaganjajo, da potrošijo preveč energije, tako da kle bi jaz rekel, ja pa ne. Delali so res za celo etapo, hoteli so sicer zmagati, ker mi je tudi meni malo čuden, da so pol pač tako taktiko imeli, ker če greš na zmago, pol pač počakaš do zadnjega klanca, če Pogačar ne bi bil zmatran, bi po moje z lahkoto odšprintu, pač vse ostale, ki bi lahko sploh bili takrat zraven. Tako da to je pol malo, ampak pustimo to. Zdaj, kaj se je razbralo včeraj, Roglič se mi je zdel dosti boljši, kakor je bil. Na srečo tudi zaradi padca sekunde se mu niso prištele, tako da evo, tukaj imel zdajle srečo, kaj se je dogajalo, v bistvu kako so spremenili pravilnik, zdaj če padaš v zadnjih 3 kilometrih ali 4, no, se nima veze, skratka, ni dobil unga pribitka. Tako da to je to, zdaj kar se tiče samega Pogačarja, pa kako so vozili. Ne vem, jaz po eni strani še zmeraj mislim, da vidi se, da je Jonas pač v dobri formi in da kle, če danes niso, mislim, če včeraj niso nič dobili na njemu, tudi zdajle, ko bo v Pirinejih, jaz bi rajš rekel, da če se do zadnjega kilometra nič ne spremeni, pol Pogačar napade, drugač pa morajo bolj na defenzivi voziti, se pravi ne napadati, ne 10 kilometrov do konca, ali pa še prej, ker zdaj ta zadnji klanc, se pravi ta, ki gre na Pavgor ali ali kakorkoli, je pa dobrih 10 kilometrov klanca s tem, da je prvih 5 kilometrov je zelo strmo, se pravi to govorimo 10 pa plus procentov in po moje se bojo razbili ta glavni že v teh, pol pa UAE bo imel pa ziher pač ekipo, ki bo 1, 2, da bo ta še zdržala in pol je še enih 6-7 kilometrov je pa pol še malo bolj položenega klanca, mislim, da se pol zravnar na tam od 5 do 8, pol pa čist prke vrh je pa tudi manj procentov, tako da tukaj mogoče vprašanje, če bo kdo sploh zmožen, če se ne bo na začetku klanca razbil, da bojo tam od 5 do 7%, da bo kdo zgubil od ta glavnih, tako da, ampak bomo videli. Zdaj in še nazaj na etapo, se pravi,
Jaz sem pogledal bidon, je Pogačar odvrgel enih 6 kilometrov do konca, prej je pa še nekaj spil, tako da izgleda, kar se tiče energije in to je izgleda še mogel imeti. Pa tudi kar se prestav tiče, tudi ni deloval, da ne bi imel, mislim, da ima skozi v isti prestavi. Tako da, ja, meni se zdi, da je bilo vse po regalcih, zdaj, če je imel kakršnokoli napako, oziroma če ni dobil unga gela, ki ga je hotel, kle definitivno na koncu toliko energije, ki porabijo, se to tudi pozna, ampak ja, glede na to, kako so vozili, mogoče, če bi malo manj agresivno pol, pa da bi imeli nekoga, ki bi za to poskrbel, bi bilo pol izgleda boljše, ampak ja, po etapi pa sploh meni je lahko biti pameten, ne. In zdaj meni je všeč, da je Rogla tudi prišel v neko dobro formo, kazal je že zelo dober, na koncu ga je pa vsakič ga je malo zmanjkalo, se vidi pa, da je dobro pripravljen, zato ker je pol kar hitro tudi prišel nazaj v svoj ritem, tudi če je recimo ga Vingegaard, če je odpadel, ja, je tako enih 200 metrov je rabil, da je zadihal, pa je pa pač spet padel v ritem, tako da vsaj tako izgledalo po televiziji in tukaj jaz mislim, da bo ne vem, v Pirenejih, saj upam, da zna Roglič presenetiti, sploh proti Evenepoelu, upam, da mu rata in da na koncu, da pride na stopničke, čeprav so še zmeraj vsi toliko skupaj, da pač ja, sta Vingegaard pa Roglič sta najmočnejša, Remko je tudi trenuten gre ka dizel, tako da gre tudi zelo dober, Roglič, se mu vidi, da ima moč, ampak pol čisto malenkrat ga zmanjka in pol ga pač Evenepoel ujame, ampak zdaj je še zadnjih 10 dni, kaj najbolj napornih in tule se bo zdaj videl, kaj dejansko, ker na etapah, ki prideta v soboto pa nedeljo, to se lahko pač vse, kar se je do zdaj naredil, se lahko na enem klancu zgubi, če te malo zabije, to je lahko XY minut, če se spomnimo še lanskega leta, pač ja, si lahko zelo hitro pečen, tako da po moje bo tale tur do konca leta bo še zelo napet. Zdaj pa imam jaz še eno vprašanje za vas, to, kar sem s Petrom že pokomentirala, oziroma gremo kar dve vprašanji, kjer vam je prvo najlepši bajk v pelotonu, pa kjer vam je najlepši dres v pelotonu, pa zapišite spodaj, ker me prav zanima, meni, kar se bajka tiče, bi imel po moje zelo težek del, zato ker barvno mi noben ni kaj preveč všeč, tako da ja, me zanima vaše mnenje, pa bom pa pokomentirali še to. Če imate kakršnokoli vprašanje, isto zapišite spodaj. Včeraj se je prav videl po etapi, je bila tule velorunda in jaz mislim, da ni bil eden nasmejan, eden dobre volje. Vsi se kar nekako bojimo, kva če se zdaj spet isto zgodilo kot lansko leto. Vsi upamo, da ne, ampak ja, pač Vingegaard je res je močen, da je ratal Pogačarja odšprintati včeraj, pač to ni easy task. Je pa že na predzadnji klanc, če boste pozorni, Pogačar takrat, ko ima punch v nogah, odšprinta na nogah pač vse. Zdaj je začel šprintati, pa se je usedel, pa je pol usede do konca odšprintal. In isto se je kazalo v finalnem šprintu, tako da se vidi, da grejo tule pač vsi v filter, pač oziroma da je šel že takoj, ko je skočil v filter in tukaj me malo pol niti ne čudi, da je dal vsem takoj malo lufta. In ne čudi me tudi pol, da ga je Vingegaard lahko ujel, zato ker je šel najbrž Pogačar malo preveč v rdečo. Tako da ja, za naprej
zna biti še zelo zanimiv tur. Jaz upam, da bo ta naša dva, eden da zmaga, ta drug na stopničkah, bom najbolj vesel. Sam trenuten, ja, Vingegaard zgleda, tudi če je v zaostanku, bo kar težko ga premagati, moje mnenje. Zdaj pa tisti, ki bi radi podpirali kanal, pejte na proofcycling.com pa si kaj lepega kupite, oziroma se subscribite na spletni strani Annual Membership, pa dobite še 5% popusta potem ob vsakem nakupu. Trenuten, kar ste najbolj veseli oziroma stranke tukaj, so čelade, očala, pol pa od Asosa, to, kar imamo mi, se pravi poprintane majice in hlače. Asset so hlače, pa potem majice so Mindset, Fundamental, Core, pa imamo pa še za Francijo, Španijo, pa za Giro smo za vse te večje etape naredili majice. Vse so omejene izdaje, moških je 100 kosov, ženskih pa 32. Tako da to je to. Če koga zanima, custom sestavljena kolesa, zdajle največ povpraševanja je po tej znamki, ki bomo zdaj začeli uvažati. Se pravi, bomo imeli od 160 cm pa do dobrih 180 cm bomo imeli tesna kolesa tukaj. Po vsej verjetnosti bojo glih začetku avgusta na voljo. Malo le časa traja, da se to prmaje do nas. Tako da to bom itak takrat tudi povedal. Pa imeli bomo na voljo pol še troje tesne obroče. Eni so Princeton Wake, ta drugi so te Niche Silk Road 5,5 pa 3,8, tako da vsi bojo opremljeni. Bomo še videli, a bomo dali tubeless noter, ali bomo dali pa TPU zračnice pa plašče, tako da bo pač čim lažja kombinacija. Ampak ja, to jih bomo še opremali. Tesne imamo tudi Berg sedeže, tako da tisti, ki hoče stestirati sedež, se lahko tudi to dogovorimo. In to je pa to, kar se tiče testnih artiklov. Vsi, ki se pa hočete pozanimati, oziroma ki kupujete kolo tam cirka 4000 evrov pa gor, se oglasite, pa ja, gremo čez cel postopek. Trenuten, kar imamo od koles, ne bomo več vseh prodajali, ker je kar malo problematično, tako da zdaj bomo šli na Pinarello pa niš kolesa. Če kdo hoče še kaj drugega, bomo pogledali, kaj se da narediti, ampak ja, po večini pa ta dva brenda. Do naslednjič, uživite, hvala, ker spremljate, pa držite pesti, da ja, bo en od naših zmagov, ta drug pa na stopničkah. Uživite, čau.